vprašanje za dialog. Kakšen je vaš pogled glede deljenja stroškov? Hrana, položnice, razni dodatni stroški, osebni stroški, skupni izleti, potovanja, kosila zunaj v razmerju. Kaj deliti in kako deliti, ter najbolj optimalna rešitev po vašem mnenju? Hvala, ker ste in ker vas lahko slišimo. Ajde, Klemen. Najbolj optimalna rešitev. Ja, mislim, ne vem, kaj je najbolj optimalna. Odvisno od para. Ti si tako rekel, da tebe nimaš nobene tabelce in... A zaračunaš klekaj? Tako, dej, nakaž. Komu? Ja, ne vem. Ali pa v preteklosti. Ne. Kako je bilo? Jaz imam pač tak pogled, ker nočem, da feministke zdaj, da jim glava eksplodira. Zelo spoštljivo to, mislim. Ja. Odvisno od para, pa kaj nekdo energetsko prispeva v odnos. Jaz enačim monetarno energijo z eno drugo energijo. In jaz nočem primerjati, monetarno jaz to prenesem, ti moraš isto monetarno prenesti. Ti lahko ene druge stvari doprineseš v odnos. S tem ne mislim kuhanje, pospravljanje, take stvari. Ne mislim s tem, ampak lahko je tukaj karkoli. In moja razmerja je bila ponovadi taka dinamika, da sem jaz pač več zaslužil od svoje partnerke. In se mi ne zdi nič narobe, da jaz ta aspekt življenja pač pokrijem. To ne pomeni, da ona nima svojega denarja, da ona kdaj ne da. Ampak tako, v večini primerov vse to, kar je bilo hrana, položnice, skupni izleti, potovanja, kosila zunaj, to sem jaz v veliki večini primerov pač pokril. In nisem nič v zameno želel, zdaj pa jaz klej vodim neke račune, ampak dinamika je bila pač taka v razmerju. Verjamem pa, da imajo drugi drugačen, obratno, ne vem karkoli, ampak jaz svojega vidika, kako gledam na moško-ženske odnose, sem mogoče klej malo bolj tradicionalen in mislim, da s tem ni nič narobe. Če imajo ena razmerja tako. Če pa ima ena razmerja, da ženska več zasluži, je vse v redu, ampak jaz ne bi bil v takem razmerju optimalen. Lahko tako rečem. Zanimivo. Ne bi se dobro počutil, če bi me ona pelala okoli sveta, pa mi vse plačevala. Ne vem. Mogoče sem staromodern. A pa si to že doživel? Ne. Ko sem bil star 18 let, sem se družil z eno, ne spomnim se zdaj, koliko je bila stara, ampak čez 30, 35 do 40. Ne. Ona je bila precej premožna. Ne. Takrat sem se spustil v to igro. Ne. Se pravi, je ona večerje plačevala, na morju je imela apartma, se pravi, to je bilo vse njeno. Ampak odnos je bil tudi tak, ne. Jaz sem bil zelo mlad, ona je bila zelo starejša in Ti si bil to je bilo normalno takrat. Toy boy. Tako da jaz sem to doprinesel, a ne? Ja. Mladost, pa neko energijo in ona je zgleda rekla, to je fair zdaj, ne? In jaz mislim, da moraš imeti samo občutek, da je fair. Da je fair. Ne? In ne pomeni, da je fair, da oba enako plačujeta. To si stvar povedal. Ja, jaz za hrano si kar deliva, mislim, tako je. Jaz tudi zdaj recimo zaslužim več in se nekako tako zmenjava proporcionalno stvari. Okay. Za hrano, mislim, če delaš, si pač kupuješ hrano, ne. Nimava zdaj v hladilniku polička Andrej in Maja, ne, pač kar neki. Unka gre v trgovino ali... Enkrat drug, tako pač malo se... Ja. Tako ne gledava dost na to, ne. Če pa naročiva Volt neki za 30 €, pa pogledava, ti si imel steak, jaz sem imel pa neki manj, ne. Za potovanja
je glede na želje, se pravi tisto, kar če bi jaz zdaj rekel, hočem iti tu. Vilo, Mikonos. Tako, jaz ne bom zdaj pričakoval, da je ti pol. Tako da pol nekako to se zmenjava čist od destinacije. Doma, ja, večino teh stroškov. To jaz krijem. Tako da se ne neki ful. Ne ukvarjate se. Niti ne ukvarjava s tem. Pa ja, se to je ker tudi zdravo. Tudi tako, ja, meni zmaga pač ful dober in vidim to tako neki skupno, ne. Ti neki pač gradiš in vlagaš tudi to, ne, ja. Vse to si ful lepo povedal. Neka monetarna energija, pa lahko je pa neka drugačna energija, ne. Tako da neki na to, da bi tam za neke cente štel, to ne. Enkrat sem slišal. Ampak to je res, tudi meni recimo osebno zdaj je to dost lažji, ker imam pač dost denarja in ne razmišljaš o tem. Ona verjetno tudi. In ka včasih, ne, pa sta v malo bolj abundancu. Tako, in včasih, a veš, včasih pa sem bolj gledal na to, ne. Ko sem bil študent, recimo, pa nisem imel neki, mi je bilo čist, ne vem, nisem niti mogel, da bi zdaj rekel, jaz bom tebe kar vozil, veš, nekam. Ja, nisi pač mogel, ja. Ja, nisem mogel. Ja. Če hočeš, da greva na izlet, morava dati pol, ker drugače ne bova šla. Tako. Ja, to je necessity pol, ne? Ampak ko pa priješ v abundance, pa lahko to tako igraš. Ja. To vedno podaram, ne? Lej, če nimaš kot nek tipa, ne? Ja. Mislim, fajn je, da na prvem zmenku, pa takrat, ko ti povabiš, da ne daješ ženska pol zraven. Mislim, to bi jaz res tako, ne vem, s fulimi ženskami se pogovarjal, to je vedno čuden. Meni je ti povabiš na prvi dejt, ja. Ti povabiš in pol rečeš ne, da da pol zraven. Ne, to je insanity. Ja. Ful sem dobro slišal, quote je to, ja, pač, če moški, če ženska noče, če ženska na prvem zmenku oziroma takrat na začetku se ne ponudi, da plača, ni bila pravilno vzgojena, in če moški ne plača, ni bil pravilno vzgojen. Zelo dobro. Ja. Tako da to se mi zdi. To je nek tak social pravilo, a ne, ki ga imamo. Ja. Dobro je, da ona ponuda, ne, da ja. ni kar tako normalno, ne, ti ful pomento, da nekdo ti da pozornost, opazi, ne, pa tako, pa se zahvala, ne. Na drugi strani pa tudi to, ja, to je ful zanimivo. Sam še to zgodbo. Enkrat je, par je bil, sta živela skupaj, 2 leti sta živela v najemniškem stanovanju, ne, in sta dala pol za najemnino. In potem sta šla na razen po 2 letih in je ona zvedla, da je to bil v bistvu njegov stanovanje. On je v njej pol dobil. Tako da, take stvari, s tem lahko zaključujemo.